Namen tega kratkega predavanja je pokazati čisto osnovno strukturo SQL-a, zakaj pri SQL-u sploh gre, kaj to je in na kak način se ga lotimo. SQL je jezik, računalniški jezik, ki to v bistvu ni, ampak je bolj namenjen uporabnikom računalniškim, ampak zaradi modeliranja, ki je odzadaj ponavadi v tabelah prisotno, je SQL dobil mit, da je to nekaj kompliciranega. Glejmo si najprej osnovno, kaj sploh pomeni besede, kaj pomenijo besede. SQL pomeni, je kratica za Structured Programming Language, Structured Query Language. Structured Query Language. Strukturiran jezik za poizvedovanje. Se pravi, query pomeni poizvedba, tukaj je srž vsega tega. Se pravi, gre za jezik, ki je definiran z namenom, da bi uporabniki lahko zelo enostavno ali pa najbolj enostavno možno povpraševali po poslovnih podatkih oziroma po katerihkoli podatkih, ki so shranjeni v tabelah. No, pa si poglejmo, kako bi naj ta SQL izgledal. Vsak SQL ima nekaj elementov. Prvi element je select. Select, sledi element from, sledi element where in v principu je to že to. To je osnovni select, ki si ga lahko zapomnimo in sicer na kak način to deluje. From moramo najprej vedeti, kje, v katerih tabelah imamo podatke. Se pravi, from tabela. Potem vsaka tabela ima stolpce in lahko rečemo stolpec, vejica stolpec 1, vejica stolpec 2, jasno tu morajo biti prava imena, stolpec 3 in tako dalje. From tabela, where, pogoj 1, and pogoj 2 in tako dalje. Skratka, to je naša osnovna oblika nekega SQL-a, ki nam pove, izberi, select, izberi mi stolpec 1, 2 in 3 iz tabele, ki sem imenoval tukaj, recimo tabela 1. Upoštevaj samo tiste vrstice v tabeli oziroma zapise v tabeli, ki ustrezajo pogojema 1 in 2. Kako bi zdaj to konkretno izgledalo? Najbolj enostaven select, recimo lahko celo zbrišemo, rečemo copy-paste tega, pa rečemo celo tole. To je najbolj enostaven select. Izberi stolpec 1, 2 in 3 iz tabele 1. Pokaži vse vrstice. Tale je pa še bolj enostaven, ki mi pravi, izberi vse zapise iz tabele 1. Čisto konkretno, kako bi to pomenilo. Kako bi to izgledalo. Select, vse zapise, from, recimo tabela 1 se pri meni imenuje fstn demo. Vsak SQL se zaključi z podpičem, recimo to lahko tu popravimo, zato pa formalno pravilno. To orodje mi omogoča, da izberem tisti SQL, ga selektiram in za F8 potrdim in tu dobim rezultat. Kaj mi ta rezultat pove? Vidimo, da imam tukaj neke stolpce, ki imajo nekaj imena in tu imam neke vrstice. Teh vrstic, to se zdaj tukaj ne vidi, je 1000, se pravi, če zdaj zmanjšam tole orodje, tako da bi se tole videlo. Se pravi, vidimo, da imamo zdaj tukaj 1000 vrstic selektirani, tu izberem naslednjih 500, pa naslednjih 500, če izberem tole ikonco, se pa tole nabirajo vsi zapisi. Ne bom pobral vseh, bom to zadevo prekinil, zato ker je teh tukaj konkretno malo več, bomo videli, kako lahko vzamemo malo več. Ampak načeloma gre zdaj za tole. Napisal sem osnovni select, rekel sem za zvezdico, sem označil, daj mi vse stolpce, ki so v tabeli. Vidimo, da tu so tile stolpci na voljo. In povedal sem iz katere tabele. Recimo primer, če bi hotel dodati pogoj, imam polje, ki se imenuje val.stn, pomeni valuta stanja v tem konkretnem primeru, bi tukaj moral napisati where val.stn je eur
Če to zaženem, bom tukaj dobil samo zapise, ki imajo tukaj evro. Če se spomnimo, prej je to izgledalo drugače, so tukaj bili tudi zapisi, ki imajo nekaj drugega, se pravi CHF. Ko dam pogoj, dobim samo tiste vrstice, ki imajo evro. Če si hočem zbrati stolpce, bi lahko rekel samo val STN, recimo, pa znesek. Za razliko od prejšnjega selekta, zdaj dobim samo točno tista dva stolpca, ki sem si ga zaželel. Kaj je pomembno pri tej zadevi je to, da moramo vedeti, da imamo nekje na voljo tabele. Ko se sklicujemo na tabele, velja ena osnovna notacija, ki jo v Oraclu lahko zapišemo na naslednji način. Področje, pika tabela, pika stolpec. To pomeni, da zatem natančno definiram stolpec, za ta stolpec povem, v kateri tabeli je, tabelo pa povem, v katerem področju sedi. Oracle je razdeljena področja, niti ni pomembno, kaj to je, skratka pač tabele lahko v Oraclu razporedimo po različnih področjih. Recimo področje se lahko imenuje v podatkovnem skladišču tipično stage ali core. No in ko sem tukaj gori napisal select, sem napisal ime tabele, brez stolpca zadaj, se pravi nekaj takega tudi tako napišemo, kot je tole. Področje, pika tabela. To je jasno sklicevanje samo na tabelo. To je pa sklicevanje tudi na stolpec. Če pogledamo ta SQL, ki je tu napisan, vidimo, da imamo v from delu SQL-a zapisano področje, pika tabela in to pomeni tabela. Stolpci, vkoliko nisem posebej imenoval neke tabele od spredaj, ne rabim pisati vedno tak, stolpec lahko pišem brez tega od spredaj, brez tega od spredaj in to pomeni iz tabele, ki vsebuje ta stolpec. Jasno, na takšen način moramo natančno vedeti, kako se stolpci imenujejo, kar seveda lahko vedno pogledamo za tem. Pogoj, recimo, da me zaenkrat tudi ne zanima. Si lahko vedno na ta način pogledamo in potem tukaj ta imena prepisujem. Lahko si pa pomagam z enim trikom, pa rečem, dajmo to tabelo imenovati v tem SQL-u, samo v tem z nekim aliasom, z nekim začasnim imenom. To začasno ime je recimo T. Tisti trenutek, ko dam T, potem lahko tu na mesto zvezdice, za T pika, prosim orodje, da mi pomaga. In izberem recimo datum nabora, T, recimo valuta stanja, T pika, znesek, Z pritisnem in dobim samo tisti, ko so na Z in sem si izbral polja in izvedem SQL in dobim rezultat. Na ta način smo si privoščili narediti prvi SQL, prvi enostaven SQL, ki mi pove, izberi mi stolpec datum nabora, stolpec datum valute in stolpec znesek iz tabele, ki se nahaja na področju core 01 in se imenuje FSTN demo. Ta tabela konkretno je tabela našega podatkovnega skladišča, v kateri so shranjene stanja oziroma denarni tokovi. In to ustreza v popolnosti prvemu temu tu gori. Če dodamo pogoj, where T pika valuta stanja je evro, tukaj vidite, da evro pišem v narekovajih, v enojnih narekovajih, to je zato, ker če pogledamo strukturo te tabele, describe, je evro oziroma je valuta stanja karakter polja in karakter polja morajo biti označena z enojnimi narekovaji v Oraclu. Ta SQL mi sedaj pove, izberi mi ta stolpec 1, stolpec 1, stolpec 2, stolpec 3, pokaži mi samo tiste vrstice, ki imajo valuto stanja evro. Kot vidimo, imamo tukaj zdaj hkrati zbrano valuto stanja in hkrati pogoj. To ni nujno, mi se lahko v stolpcih poljubno odločimo, katere stolpce bomo gledali in je to neodvisno tega, kar zapišemo v pogoj. Se pravi, zdaj imamo datum nabora in znesek in za ta znesek, ki smo dali v pogoj, ga nimamo v stolpcih navedenega. Naslednje vprašanje, ki se zastavlja samo po sebi, kako velika je ta tabela, se pravi, če to zdaj izbrišem. Kako bi jaz ugotovil, koliko zapisov pa imam v tabeli, če bi zdaj to tukaj pritisnil in on začne šteti in kako daleč bi to štelo, tu od spodaj, to zdaj prekinem.
Če hočem to ugotoviti, moram uporabiti, tu smo videli v tem selektu, smo osnovne neke stolpce navajali. Ne? In isto tukaj so to osnovni stolpci, ki so v tabeli. Če dam tu nazaj v zvezdico, t pika zvezdica pomeni vse iz tabele t. Tabela t je pa v tem SQL-u ta tabela. No? Če napišem drugi SQL, select from, vidite tudi, kaj ga pišem, to je zelo zanimivo, fajn se je navaditi na nek format. Ta select napišem ponovadi v eni vrstici, from v drugi vrstici, where v tretji vrstici. Na ta način so selecti izgleda zelo podobno in se jih dobro naučiš. Zato, ker se tu gori, ko dodelimo t, lahko pišemo z anotacijo t pika in nam orodje pomaga izbirati stolpce, je tudi fajn napisati najprej from del. Ne? Bom zdaj zbral na drugo tabelo, ker želim nekaj pokazati, recimo d prezap, recimo se vseeno ena tabela, prezademo. In ji rečem ponovno t. Tu rečem t pika zvezdica. Zakaj to kažem? Ker hočem povedati, da t v tem SQL-u, ta SQL, to je drugo vprašanje. To ni isto vprašanje kot to. Če označimo oba dva, se bo ta vsak izvedla v svojem. Vidite, ko grem tukaj gor, je ta prvi se izvedel v tem zavihku, rezultat ta drugega imamo pa v tem zavihku. In mi lokalno v tem zavihku smo t rekli tej tabeli. T je pa tukaj druga tabela. Ok, ta t je skratka namenjen samo zato, da mi lažje izbiramo stolpce, ko jih nabiramo. Se pravi, t pika. Če ne bi imeli t-ja tukaj, bi morali stalno to pisati. Se pravi, bi šlo to tako. Tabela, pika, pogodba. Pika, pač imamo komitent. Kornolena, fstn, demo, pika, konto. In jasno, ker tega ne želim na ta način stalno delati, vse skupaj je nepregledno. Recimo malo bi lahko povečal preglednost, če bi zadeve pač napisal na ta način. Bi pač tukaj spet videl pogodbe komitent, malo lepše. Ampak vseeno je celo zadevo lažje napisati, če rečem, tu moram dati t, in če potem ta uporabljam t na isti način kot tukaj. T, pogodba, t, komitent in tako dalje. Tudi te lahko oblikujem. To, kako je to oblikovano, SQL je čisto poljubno, to nima veze. Ta select je še vedno vrača isto kot prej, ne glede na to, kako so tukaj stolpci zapisani. Ok, še eno stvar bomo dodali k osnovi in ta stvar je recimo sortiranje zapisov. Če si pogledamo, da nekaj naberemo, t pika recimo produkt, t pika pogodba, t pika znesek. Če si ta select zberemo oziroma izvedemo, vidimo, da tukaj nastopajo, zdaj smo dobili v rezultatu neke produkte po ID-jih jasno, pa neke pogodbe po ID-jih, pa zneske. Mi lahko to sortiramo. Zdaj sem tukaj zbral in tem orodje, zdaj vidite, vam sortirane tele produkte. Ok. Ta sort lahko tudi ukažem, dodajam torej osnovo dalje, se pravi, če damo zbrišem ta where pogoj, rečem tukaj pride order by. Order by, stolpec A, stolpec B in tako dalje. Skratka, jaz lahko rečem tukaj order by t.prd. Zdaj bom dobil ta rezultat, ki ga imam že naprej sortiran po produktih. Jasno, če se spomnite, prej sem imel tu noter mimo grede v tej tabeli okrog 270.000 zapisov, kar pomeni, če sem zdaj rekel order by, sem dobil drugih prvih 500, ker sem dobil pač tisti, ki so po produktu prvi na voljo. Ok, to je zdaj tista čista osnova, se pravi, izbiram, select vrstica mi izbere stolpce, ki jih želim videti. From moram povedati, odkot so ti stolpci, where mi izbere pogoje, za katere želim zbrati vrstice, order by pa povem sortiranje. Če želim, jaz lahko določene vrednosti v stolpcih pa grupiram in nad njimi izvedem grupno funkcijo. Ta grupna funkcija najbolj značilna je count ali pa suma, recimo, seštevek, sum. Kaj bi to konkretno pomenilo? Poglejmo, če tega zdaj tu spodaj zbrišem, pa rečem select, pa spet from si bom kar prekopiral tudi spodaj, da ga ne rabim tipkati. Jaz bi želel, recimo, daj mi preštej, koliko je zapisal tu noter v tej tabeli. Count,
Dobim samo eno vrstico. Zakaj? Zato, ker nisem specificiral čist ničesar drugega kot samo grupno funkcijo in nisem rekel nobenih atributov od spredaj in on mi je zdaj dal rezultat, da je v tej tabeli 272.000. Se pravi, kako se lahko preberemo ta select? Selektiraj stolpec count zvezdica, ampak to je funkcija, se pravi preštej vse zapise, ki so v tej tabeli. Če pa dam tu spredaj en stolpec, recimo tprd, moram sedaj dodati še en element, ki nastopa vedno pred order by, to se reče group by, ampak ta element je vedno samo treba pisati takrat, kadar se uporablja grupna funkcija, se pravi, če bi tu bilo zdaj sum, stolpec 4, potem je treba vse tiste stolpce, ki niso, ne nastopajo tukaj noter, recimo znesek, ne? Potem je treba vse te stolpce navesti tudi v group by stavko. Ne? Konkretno to za naš stavek zdaj pomeni, da moram tukaj dodati group by tprd. Zdaj pa dobim več vrstic. Če pogledam tukaj, dobim lepo zložene po produktih, koliko imam določenih zapisov. Se pravi, kako zdaj mi lahko preberemo tale SQL, ki je tu napisan. Ta SQL se prebere na naslednji način. Vzami vse zapise iz te tabele, se pravi iz core fstn demo, poišči vse različne vrednosti v produktnem stolpcu in ugotovi, koliko je takih zapisov, ki imajo v tem stolpcu enako vrednost. Recimo konkretno, zapisov, ki imajo produkt 364, je 21.000. Zapisov, ki imajo produkt 372, je pa 16. Konkretno, če damo tukaj malo drugačno vprašanje, recimo pokaži mi vse zapise iz te tabele, v katerih velja, da je produkt, kaj smo rekli, 316. Produkt je mimogrede, če si pogledamo number polje, kar pomeni, da ni treba pisati narekovajo. Se pravi, če je produkt 372, dobim, bom dobil vse zapise iz tabele, dobim jih točno 16, kjer je produkt 372. Lahko bi zapisal, če tega vrnem, select ta nazaj, pa damo še kjerega drugega, recimo produkt 11, lahko to dam oboje noter, pa rečem where produkt in, oklepaj, 11 pa 372, order by produkt, če gledam produkt, imam 11 pa 372, nič drugega nisem zdaj dobil. Se pravi, zbral sem zapise, ki imajo v stolpcu produkt vrednost 11 ali 372. V tem primeru, recimo, če si pogledamo, tukaj dobim, to je select, ki mi selektira vse različne vrednosti. Jaz tudi v takšen select lahko dodam pogoj, mora biti na pravem mestu. Kaj bom zdaj dobil? Zdaj bom dobil samo dve vrstici. Se pravi, rekel sem, poišči mi vse tiste zapise, ki imajo v produktu 11 ali 372, vse tiste zapise združi, se pravi v en zapis, in pri vsakem zapisu preštej, koliko je bilo teh zapisov. Druga zanimiva funkcija je sum, ki jo lahko tukaj dodam. Zdaj imam polje znesek. In dobim rezultat. Po produktih, samo za ta dva produkta, sem dobil najprej koliko je zapisov in koliko je seštevek polja znesek v teh zapisih. Če si pogledamo recimo konkretno točno samo te zapise, pa damo tukaj, zberemo samo produkt, pa t.znesek. Vidite, to sta dva enaka selekta, skoraj enaka. En uporablja grupno funkcijo, se pravi zapise, ki imajo tu spredaj v teh stolpcih enake vrednosti, zgrupira. Tu pa nismo nič rekli, da želimo grupirati, pa dajmo tega od spodaj. Oziroma ne bo tako, se vseeno. Vidite, imamo dva selekta. Tukaj sem dobil vse zapise, ki ustrezajo temu. Vidimo, da jih je 56. Tukaj pa dobim vse te skupaj združene. Se pravi, vse enajstke so združene, pa preštete, pa vsi ti seštevki so združeni. Če povzamem, SQL je zelo enostaven, jaz mislim, da je zelo enostaven in te
teh par trikov se je vredno naučiti, kolikor smo v takšni vrsti posla, ki zahteva, da analiziramo podatke ali jih pridobivamo, potem je vedno vredna investicija, da se naučimo tega SQL-a. SQL je relativno enostavna zadeva. Tukaj vidimo, na kak način funkcionira. Imamo v bistvu par nekih vrstic, ki vedno morajo biti. To je ena je select vrstica, v kateri navedem stolpce iz tabele, ki jih želim gledati, ali pa izvedene funkcije. Potem je from vrstica, kjer navedem, iz katere tabele se tile stolpci nabirajo. Where je vrstica ali več vrstic, s katerimi navajam pogoje, pod katerimi se naj zapisi pobirajo. Group by moram navesti takrat, kadar uporabim sum, sicer ne. Order by je pa spet opcijsko, kolikor želim imeti stolpce že sortirane do konca. V naslednjem videu bom pokazal kombinacijo SQL-a v dimenzionalnem modelu in poskušal pokazati, kako je SQL v dimenzionalnem modelu izredno enostaven za uporabo.